Nepremičninski agenti so novemu davku na nepremičnine, ki naj bi ga vlada uvedla naslednje leto, načeloma naklonjeni. Glavna prednost davka je po njihovem natančen popis nepremičnin in njihove vrednosti. Na ta način bomo stabilizirali dogajanje na trgu nepremičnin. Ljudje bojo vedeli, s čim razpolagajo in bojo približno vedeli tudi, koliko lahko v normalnih pogojih za to pridobijo. Neka razmerja na trgu nepremičnin se bojo spostavila bolj pregledna in to je najbolj pozitivno. Obračun davka bo temeljil na popisu nepremičnin v letih 2006 in 2007. Takrat so popisovalci zabeležili 6,5 milijona nepremičnin. Vlada pa naj bi predvidoma obdavčila zgolj stanovanjske nepremičnine. Odpade že ta osnovna ideja, da bi obdavčevala kmetijske nepremičnine, da bi obdavčevala gozdove, da bi obdavčevala industrijo. Ali je zdaj to prav ali ni prav, je to čisto politična odločitev. Se pravi, obdavčevala bo malega človeka. Do novega davka, ki bo še nekoliko stanjšal denarnice lastnikov nepremičnin, so Mariborčani izrazito pasivni. Skrajni cajt je, da se tudi to področje nekako uredi in upam, da bo pač pravično, bolj kot je bilo do zdaj. To je vse posod. Mora se. Država mora nekaj zaslužiti. Ne, mora zaslužiti, tako je vse posod. Ker naj bi novi davek nadomestil dajatve na premoženje in nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, po besedah nepremičninskih agentov, na dogajanje na trgu ne bi smel vplivati. Kljub temu pa šibak vpliv zaznavajo že sedaj. Se je poznalo, da so strankam skoraj, lahko rečem, vse prodale stara stanovanja, ker so nekako seznanjene in so malo v strahu, kaj bo ta davek novi prinesel. O višinah davčnih stopenj na Ministrstvu za finance za zdaj še molčijo. Neuradno naj bi znašale med 0,01 in 0,5 odstotka. Njihovo višino bodo določale posamezne občine. Tako se bo del davščin zlival tudi v njihovo blagajno. Upamo, da bo to pripomoglo k boljšemu izgledu Maribora, sploh pa komunalni infrastrukturi in cestam, kar vemo, da je v Mariboru žal ceste so v razsulu, lahko rečem. Davek na nepremičnine bo tako vključil vse lastnike. Tako bo država v žepu spravila več denarja, kot jih je doslej od nadomestil za stavbna zemljišča in davka na premoženje. Že sedaj pa se pojavljajo tudi ugibanja o morebitnem postopnem višanju davčnih stopenj v prihodnosti.